Lepo pozdravljeni v tokratnem preletu tedna, v katerem bomo uvodoma poročali o praznovanju 30-letnice podružnične osnovne šole Spodnja Kungota, ki je ob jubileju pripravila slovesnost za nekdanje in sedanje generacije. Spremljali smo tudi izbor županovega vina v pesnici ter tradicionalno srečanje in tekmovanje v pikado in kegljanju s kroglo na Vrbici. Obiskali pa smo tudi 34. kmečki praznik v Stopercah, ki ohranja bogato podeželsko dediščino in povezuje domačine. V Zamošanih pa so na puterskem prazniku razglasili najboljša vina letošnjega ocenjevanja. Učenci 5 razredov podružnične osnovne šole Spodnja Kungota, na kateri so praznovali 30 let te šole, so nam povedali, kaj jim je všeč pri pouku in na šoli. Ja, učiteljico imamo zelo dobro, zato ker večkrat se pohecamo pri pouku. Kaj pa sama šola? Je prostorna, je velika? Ja, sicer od zunaj se zgleda malo, ampak od znotraj je pa zelo lepa in velika. Da imamo zelo fajne učiteljice in da veliko prijateljev lahko narediš in da učiteljice vedno probajo pouk narediti zelo zabavno. Pouk sam pa je verjetno vsi predmeti zanimivi, ali kako za tebe? Ja, zelo so vsi zanimivi. Eni so za mene tudi težki, eni pa zelo lahki. Mi imamo recimo v 5. razredu to kačo, v 1. razredu so paličnjaki, v 3. razredu je jež, v 2. pa imamo hrčka. Se pravi, na tak način ste potem tudi povezani z naravo, ne? Ja, nekako tako. Na tej šoli so učenci in učenke pripravili nastope, kot da imajo priljubljeno televizijsko oddajo. V njej pa so se vrstili sami učenci in njihovi gosti, eden za drugim. Da imam priložnost, da sploh nastopam pri tem, pa da imamo take dobre učiteljice, ki to spremljajo in to omogočijo. Ja, pa ko mački povabljajo muco maco na kosilo, pa se potem prepirajo, kateri jo bo prvi povabil, ampak uspe pa Murijo. Se pogovarjamo in neke pesmice pojemo. Ste vsi pujski ali kaj ste? Ja, pujsi smo. Vsi smo pujsi, imamo še različna imena v nastopih. Kako je bilo nekoč, je povedala nekdanja učiteljica Sonja Meglič, ki se je spomnila, da je prejšnji objekt te šole pogorel, nato pa so naredili novega. Povem vam, ko se je to podiralo po zimi, odstranjevala stara šola, so otroci vsak dan hodili dol gledati, kdaj bo že. In ko smo dobili sporočilo, da postavljajo temeljni kamen, smo vsi šli tja. Tu na bregu smo stali, peli, veseli, bili navdušeni, srečni, da bo res nova šola. Ker jaz vam povem, ko je gorelo, je meni v glavi samo brnelo Sonja, prišel je dan, ko bojo delili otroke in tega smo se najbolj bali. Nekaj v Kungoto, nekaj v Kamnico, nekaj v Maribor in ne bomo več šole imeli. Ne? Pa se je izkazalo drugače. Pa se je, župan me je tolažil, pa sem mislila, ti lahko govoriš, pa ne veš, koliko denarja je to, ne, ker se da je nova šola nastane. In čeprav je bila telovadnica, v kateri so učenci nastopali eden za drugim, nabito polna, pravi vodja te šole, da je cela šola ravno prav velika. Otrok je 68, nekje 10-11 stalnih učiteljic, nekaj še prihaja. In to je ena taka skupnost, ravno dovolj velika, da se precej dobro poznamo med seboj. Poznamo tudi muhe vseh nas, učiteljic in otrok. Smo ena taka posrečena družina in zelo ponosni na to našo šolo. Imamo 5 razredov, oddelki so čisti, zaenkrat nas je še dovolj. Ponosni smo na to, da imamo šolo v takem lepem kraju, precej pouka izvajamo zunaj. Kar se tiče same proslave oziroma predstavitve, pa je še dodala, da nastopajo prav vsi učenci in učenke. Danes ima ta naša prireditev pač poseben prizvok, ker le praznujemo 30. rojstni dan, torej leta 1996 je bila tale šola zgrajena. Nastopajo torej vsi učenci s tem, da danes gostimo tudi pomembne goste, torej bivše učence, ki so že nekaj dosegli in so danes tudi prišli pokazati. Na odru je bilo tako veselo, v sami šoli pa so pokazali, da so zelo povezani med sabo in da skrbijo za dobro počutje vseh.
V občini Pesnica so tudi letos izbrali županova vina. Strokovno komisijo je najbolj prepričal vinar Boštjan Bračko. Potrditev poleg vseh ostalih ocenjevanj, da vinar dela v pravi smeri. Ne samo po strokovni plati, ampak tudi se pravi po všečnosti, da so vina všečna širši publiki. O prejemu priznanja za najboljše vino je povedal, da mu nagrada pomeni potrditev dolgoletne predanosti, pri kateri je ključna kakovost. To je vedno potrditev za vinarja. Ko se tvoje vina nekje izbirajo, oziroma so izbrana kot boljša oziroma najboljša, to je vinarju vedno pohvala in se pravi tudi zaveza za naprej, da delaš v tej smeri, da držiš kvaliteto na tem nivoju. Specialistka za vinarstvo je poudarila, da so bila vsa vina v izboru izjemna, ter razkrila, kaj jo je prepričalo pri zmagovalcu. Torej lepa sijoča barva, cvetica izjemno poudarjena, izjemno aromatična, bom rekla, okus pa prijetno piten, svež in poln. Pri suhem vinu, pri kategoriji z ostankom sladkorja, pa seveda tista polnost, harmoničnost okusa in jasno, da tudi lepa cvetica. Gre za pomemben dogodek, ki vsako leto združi najboljše vinogradnike in vinarje občine. Poiščemo tista vina, ki so bila na občinskem ocenjevanju ocenjena za zlato medaljo, torej za oceno najmanj 18,1 od možnih 20 točk. In potem od tistih vin izberemo ta vina, ki pridejo v izbor za županovo vino. Vsako leto izberejo 3 vina. Ocenjevanje poteka v 3 kategorijah, pri čemer sledijo 5 parametrom. Vina brez ostanka sladkorja, oziroma tako imenovana suha vina, potem vina z nekim ostankom sladkorja, to so pol suha in pol sladka vina, in potem tudi penine. Ocenjujemo najprej videz vina, znotraj videza bistrost in pa barvo vina. Potem se začnemo bolj poglabljati v vino, ko ocenimo vonj. In potem se še veda okus in pa harmoničnost, kot tisti zadnji vtis. Vina se uporabljajo v protokolarne namene, doma in v tujini. Kadarkoli gremo kjerkoli po svetu ali po Sloveniji, se ta vino predstavlja in tako se predstavlja tudi naši kraji. Kot veste, smo naredili tudi muzej Alfi Nipič in tudi v tem muzeju se da vsa ta vina okusiti. Župan je poudaril, da je občina Pesnica dom izjemnih vinarjev. Smo res ponosni na naše vinarje, vinogradnike, ki delajo tako dobra vina. Pridelamo v naši občini, torej v enem kraju Jakob, tudi največ vina na prebivalca v Sloveniji. Čeprav se površine vsako leto manjšajo, ugotavljamo, da so pa vina vsako leto boljša. In to nas posebej veseli. Izbrana županova vina bodo tako v prihodnjih mesecih pomemben ambasador lokalne vinarske tradicije in kakovosti. Društvo upokojencev Cirkulana je v okviru občinskega praznika pripravilo že 3. tradicionalno srečanje in tekmovanje v pikadu ter kegljanju s kroglo na vrvici. Igramo za pokal občine, takšno srečanje imamo med društvi upokojencev iz Cestice, Zavrča, Zagojič, Ivajnkovc, Podlehnika, pa naše društvo. Dogodek je tudi letos združil športni duh, prijateljsko tekmovalnost in prijetno druženje, ki ga udeleženci že vrsto let prepoznajo kot eno največjih vrednot tovrstnih srečanj. Mislim, da je zelo pomembna izmenjava med društvi. Nekatera društva so bogatejša, imajo več izkušenj, nekatera so starejša, imajo tudi določene izkušnje, nekatera so mlajša, pa je tudi prav, da nam, ki že gremo proti 50. letu v društvu, nekaj doprinesejo novega v samo delovanje. Ženske ekipe so se pomerile v pikado, za katerega pravijo, da jim takšna tekmovanja pomenijo veliko. Najbolje druženje. To je na prvem mestu. Mi že smo toliko stari, da že smo radi malo v družbi. In to je to. Malo se sprostimo, malo tudi tekmujemo, ne se zato je tekmovanje. Drugače pa večji del zaradi druženja. Ne mi pomeni največ, da se družimo, resno družimo, tako kot mi vedno pravimo med sabo, pa da se spoznavamo z drugimi društvi, ker hodimo še izven naše občine.
Tako da se že zdaj kar lepi krog nas zbere, pa da se pozdravimo, pa nam je to veliko zadovoljstvo. Meni to tudi pomeni do združenja, da smo tako samo starejše, da tudi pri pikadi, da se družimo, da nam ni tak kratki čas. Moški del ekipe so se pomerili v kegljanju z kroglo na Vrvici, ob tem pa poudarili pomen sodelovanja in povezovanja med društvi. To naše sodelovanje nam zelo dosti pomeni, ker smo sami penzionisti ali upokojenci po domače in nam to druženje popestri naše življenje. V kegljanju s kroglo na Vrvici so se prvič preizkusile tudi ženske, ki so izziv sprejele z veliko dobre volje in športnega navdušenja. Letos igramo pač prvič, smo se opogumile, tako da mogoče bo drugo leto boljše. Za najboljše ekipe so organizatorji pripravili pokale, vsi sodelujoči pa so prejeli zahvale za sodelovanje. Kot ekipa danes se nismo glih najbolj pokazali. Po tabli vidim, da smo tretji, to se pravi, da bomo pokalček dobili, ampak ni nam tako šlo, ko bi nam moglo iti. Smo pristali na 4. mesto, torej zelo malo, za 4 kegle smo zgrešili pokal, tako da to ni tako tragično. Se pa vidi, da smo kar vse ekipe nekako skupaj, ni se nobena odvojila z kakšnim posebnim rezultatom. Pa saj na koncu to niti ni tako pomembno, pomembno je res druženje. Gre za tradicionalno srečanje, namenjeno sklepanju novih poznanstev in utrjevanju prijateljskih vezi, ki se skozi leta sodelovanja še dodatno krepijo. Za organizacijo kmečkega praznika v Stopercah je poskrbelo Združenje rejcev plemenskih telic Stoperce s pomočjo nekaj drugih organizacij in društev. Kmečki praznik nam pomeni vedno znova in znova neko dopolnitev, neko razveselitev in pa da se ljudje združimo skupaj, združimo se društva, prihajajo ljudje od drugod in vsi tisti ljudje, ki so dobre volje in imajo in čutijo ljubezen do kmečkega stanu, prihajajo v Stoperce, kar nam je posebej v veselje in seveda si želimo, da bi se to tudi nadaljevalo. Osrednji del dogajanja 34. kmečkega praznika v Stopercah je bil namenjen tradicionalnemu tekmovanju v ročni košnji. Prvo mora biti dobra kosa, pa kondicija. Kondicija, moraš imeti, če neš kondicija, ne moreš kositi. Kultura je na čas, če ne časi kosiš, je to drugo. Tu pa če čas na hitrost kositi, če nisi v kondiciji, se pravi čas na koncu. Z drugimi kosci se je pomeril tudi župan občine Majšperk. Težko da rečem, da vsakodnevno vadim, ker nisem na kmetiji doma, niti nimam sam kmetije. Z otroštva pa je spomin zelo svež, namreč nisem hodil v vrtec, sem preživljal otroštvo pri babici v sosednjem kraju, kjer mi je pokojni dedi krat naredil eno tako manjšo koso in bilo veselje. Sicer peteljo kositi je šlo lahko, ampak zagotovo ni od tam vse ostalo. Kmečki praznik vključuje tudi ocenjevanje lokalnih kmečkih dobrot in predstavitve kmetijske mehanizacije. Letos imamo to reprezentacijo podjetja Repit in pa Brilmajer iz Švice in pa Nemčije. Ti stroji prihajajo, so res to izjemni stroji, ki premagujejo najvišje strmine v naših hribih. Vrsto let že sodelujejo, tako da so se ponovno zbrali. V Hauzah in v naših okoliških hribih, kakor posod v Sloveniji, kjer so taki podobni kraji doma kot pri nas, so predvsem hriboviti. Nimamo enostavno druge možnosti, kot da uporabljamo to specialno mehanizacijo Repit, s katero lahko nekako si olajšamo delo, čeprav še treba tudi potrebno veliko tega ročnega dela zraven. To je potrdil tudi Alex Kugal iz podjetja Rapid. Rapid is a company which is specialized on the mountain agriculture. We now have the 100 years birthday this year. And as you can see in the back, there are a lot of machines which are mostly specialized just to work in steep hills for agriculture in the mountains. Tudi zastopniki teh strojev v Sloveniji, podjetja Fužinar iz Ajdovščine, so bili v Stopercah. Njihova predstavnica je povedala, da je kmečki praznik zelo pomemben. Ker res skozi vsa ta leta smo mi tukaj pridobili zelo veliko strank in hkrati v sodelovanju z nami mislim, da jim tudi omogočamo varno delo na strminah. Na dogodku je bilo tudi veliko obiskovalcev, nekateri so tudi preskusili stroje. Jaz pridem bolj z ravninskega dela in tam vsake rok pač nekako ostane, ali pa tam, ko je v vasi, se nekako malo spuca, tu je zdaj noro in če to gledaš, koliko je to, bi rekel, neke tehnike v teh hribih, za korp sena, take stroje, ampak na one strani pač ostane podeželje, ostane kraj, drugače bi se zaraslo. Da si pogledamo mehanizacijo, pa da vidimo, kako to deluje,
pa če bomo lahko kaj uporabili doma. Ste bili navdušeni nad mehanizacijo Rapid? Pa ja, dobra kvalitetna izvedba, pa lahka vožnja. Kakšni so pa vaši občutki ob košenju? Pa je kar naporno, ni tako čisto brez, breg je breg, ne, tako da ni to samo, da bi hodil pa z daljincem delal ali pa kakorkoli drugače. Sem tudi zelo navdušen nad kosilnicami. Ob vsem tem pa so v okviru kmečkega praznika imeli še veliko več, od prikaza starodobnih vozil, kulturnega programa do podelitve priznanj in zabave. Na 22. püterskem prazniku v Zamušanih so ob zaključku podelili priznanja ter razglasili prvake sort ter šampione tekmovanja v ocenjevanju vin. Podeljujemo v bistvu priznanja v papirnati obliki kot priznanje za vino, ki je bilo ocenjeno. To imamo v glavnem srebrne in zlate in eno veliko zlato diplomo. Brunastih praktično ni več in tudi ne več za sodelovanje, ker te vina so tako visoke kakovosti, in pa v posebni obliki potem nagradimo še prvake sort in pa šampiona ocenjevanja, to je pa najvišje ocenjeno vino rednih trgatev v preteklega letnika. Komisija je pozorna pri ocenjevanju na več stvari, opažajo pa, da so vina vsako leto boljša. Prvo pogledaš izgled vina. Vino mora biti čisto svetlo rumene barve, odvisna je barva tudi od same sorte, so više, malo nižje, ampak lepe svetlo zelene barve. In potem povonjaš vino, to je zelo pomemben vojn. In pa na koncu pa okus, ki šteje pa pravzaprav največ. Tam pa se določi razne napake in če je od 5 uradni 3 ocenijo slabše od 14, tako vino izloči, ker se ocenjuje po 20-točkovnem sistemu. In od tega največ ravno okus, 12 ostalo pa je vonj in pa barva. Zlato diplomo je tokrat dobil Domen Bezjak iz vinogradništva Vizjak Janežič za traminec letnik 2025. To je tak poseben okus. Tisti, ki recimo poznajo traminec, vejo, da je to ni neka, kako reka, odlična sorta, je pa posebna sorta. Po mojem je to en ta boljši okusom, a pa morate malo preprostejši, a pa morate malo drugačnih. Jože Bratuša je dobil priznanje za prvaka sorte Laški Rizling in rumeni muškat. Redno dobivam visoke ocene in sem seveda zelo zadovoljen glede kakovosti vin v našem vinorodnem okolišu. Kaj pa vi zdaj pazite na to, da je kakovostno vino tudi pri vas? Vsak vinogradnik ima neko posebno skrb, pa tako dalje, mora tudi vse leto paziti na to. Ja, prav gotovo začne se v vinogradu, konča se pa v kleti. In na prvem mestu je vestno delo, čistoča in seveda tudi malo sreče z vremenom, da lepo dozori, da so primerni sladkorji, primerne kisline in potem seveda pride ven dober izdelek. Med prejemniki priznanj in prvakov je tudi Martin Kukovec. Vinograde ima na več lokacijah, tokrat je sodeloval tudi z več vzorci vina. 2 penini pa 3 mirne vina smo dali na ocenjevanje. Zdaj za priznanje točno ne vem kakva so, v glavnem so kar bila dobro ocenjena, ker smo bila ženi na samem ocenjevanju, to smo prisustvovala, da smo malo spremljali pa videla kako to je. Drugače pa tak ali tak, jaz sem tudi pri Podgorcih, vrsto let sodelujemo, tam bomo drugo leto imeli 50 ocenjevanje vin, to je široko znano po Sloveniji, bi rekel, ker nekdaj smo imeli mednarodno, zdaj se je to malo zožalo, zaradi tega, ker je teh ocenjevanj mnogo, kar je dobro, bi rekel, za vse, da ne rabijo vinogradnike hoditi nekje daleč okoli, ampak da imajo to doma v domačem kraju lokalno. Prišel je tudi ormoški župan, prav tako pa tudi podžupan občine Gorišnica, ki je pohvalil vinarje in vinogradnike. V naši občini je bilo to društvo ustanovljeno že približno 20 let nazaj in opažamo pač tudi drugi občani, da se je, ko se je to društvo ustanovilo, kar izboljšalo kvaliteta vina. In vsa ta leta prirejajo ta ocenjevanja strokovna in vsako leto mislim, da so vedno boljše ocene oziroma je že tako visoko, da so res vsa vina odlična. Tako da mi kot občani in tudi občina je na te naše vinogradnike zelo ponosna.
Samo društvo pa se bo še naprej trudilo spodbujati vinogradnike in vinarje, tako da bodo ohranili kakovost in nenazadnje tudi Gorice. V drugem delu preleta tedna pa poročamo o predstavitvi županskega kandidata v LPR ter o visokem jubileju, torej 240-letnici šolstva v Cirkovcah. Ob občinskem prazniku smo obiskali slavnostno akademijo v občini Kungota in bili na srečanju Gradišč Slovenije v Gradišču na Kozjaku. Spremljali pa smo tudi jubilejni tek pod Pohorjem, ki je letos privabil rekordno število tekačev in rekreativcev. No, obiskali smo tudi tradicionalni športno-rekreativni dogodek Vsi na Boču v Poljčanah. Svojo kandidaturo je danes o podpori liste za pravičen razvoj mestne četrti in krajevni skupnosti predstavil Matej Vodopivec, dosedanji predsednik mestne četrti Studenci. Pred 3-4 leti sem prevzel mestno četrt Studenci. Ne bi rekel, da bi jo kritiziral, da ni funkcionirala, mogoče je bila malo zaprta v sebe. Z pravim pristopom, z poslušanjem vseh in ne verjeti temu, da se nekaj ne da, ker opozorjen sem bil, da se ne da narediti, da se na mestni četrti ne da, vam lahko zdaj čez več kot 3 leta povem situacijo, da se da in kar imamo rezultat. Kot je dejal, želi v soustvarjanje programa vključiti občane in prisluhniti njihovim potrebam. Z svojimi problemi, ki niso samo ceste. Ceste so en izmed problemov. Probleme imamo z starejšimi, z mlajšimi, z vključevanjem, z podpornimi skupinami. Kot je naše ime, Lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti, se bomo še posebej zavzemali za pravičen in pošten razvoj vseh delov mesta, tudi krajevnih skupnosti, ki so dostikrat zamalajo zaradi odrinjenosti na robu mesta. Prevzeti mestno četrt ali pa del Maribora ne pomeni samo se ukvarjati z cestami, pločniki, infrastrukturo, ampak mesto smo ljudje. Med svojimi prioritetami pa je izpostavil skrb za čisto in zeleno okolje. Ozaveščanje ljudi, da tudi sami lahko marsikaj naredimo, da določene stvari drugače uporabimo, kot smo zdaj navajeni. Zato bomo tudi zavzeli stališče, da smo proti gradnji sežigalnici in podali ljudem v razmislek, ali smo pripravljeni sami kaj več narediti, v kakšno drugo smer in najti drugačno pot, kjer bomo se tudi mi potrudili za naše zanamce. LPR bo svoje kandidate ponudila tudi za svete vseh mariborskih mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Predsednik liste Stojan Auer ob tem pričakuje najmanj 5 svetniških mandatov in uvrstitev njihovega županskega kandidata v drugi krog volitev. Lahko rečem, da smo ponosni, da smo v teh 20 letih pravzaprav utrdili svojo pozicijo, da smo v 20 letih dokazali, da seveda smo enotni, da nikoli nismo razočarali naših volivcev, da nikoli nismo imeli nobenih pretresov ali afer in da nam po 20 letih pravzaprav nihče ne more ničesar očitati. V LPR pa poudarjajo, da so za županskega kandidata podprli Mateja Vodopivca zaradi njegovih dosedanjih rezultatov in izkušenj pri vodenju mestne četrti Studenci. Zato, ker je gospod Matej Vodopivec dokazal, da se v mestni četrti da stvari spremeniti. Iz tako rekoč mrtvila je v 3 letih dokazal, da mestna četrt živi, da se povezujejo različne politične stranke in da če sodelujemo, se poslušamo in smo pripravljeni sodelovati, lahko dosežemo vse. Če je dokazal v mestni četrti, pomeni, da lahko dokaže tudi v mestni občini kot takšni. Za zdaj je kandidaturo za župana Maribora uradno potrdil le Igor Jurišič iz stranke Mladih zelenih Evrope. Med možnimi kandidati se omenjajo še Bor Grajner, Roman Križnjak in Andrej Matvos, medtem ko se aktualni župan Saša Arsenovič o morebitni kandidaturi za 3. mandat še ni izjasnil. V Cirkovcah so s ponosom in spoštovanjem obeležili 240 let šolstva, ki skozi generacije soustvarja znanje, vrednote in povezanost lokalne skupnosti.
Ja, mi smo ponosni, da je v Cirkovcah šola oziroma šolstvo že 240 let, kajti tu je vaško okolje in da je pred 240 leti se začelo šolstvo, ima to kar velik pomen in mislim, da veliko pove tudi o krajanih in občanih tega časa. Jubilejna prireditev je skozi kulturni program predstavila razvoj šole od njenih začetkov do današnjih dni. Pa zajemala čas v preteklosti, malo bomo pokazali, kako je bila šola nekoč, kako je šola danes in pa kako učenci vidijo in tudi mi šolo v prihodnosti. Tako da se bo vse to skupaj prepletalo. Program so soustvarili folkloriki, plesalci in drugi nastopajoči, ki so povezali tradicijo s sodobnostjo. Na osnovni šoli Cirkovce ima kultura in pa zgodovina kar veliko tradicijo. Imamo 3 folklorne skupine, ki se bodo danes predstavile in pa seveda tudi plesna skupina, tako malo v modernejše vode bomo zavili. Slovesnost je dobila poseben pomen z obiskom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar. Ja, to nam je pa v veliko čast, da je predsednica potrdila obisk na naši šoli. Na naši šoli še nikoli nismo imeli predsednika države, tako da smo zelo ponosni. Ob tem je poudarila, da na šoli otrokom privzgajajo vrednote, ki so pomemben temelj odraščanja, spoštovanje in odgovornost. V današnjem času učenci marsikatero snov, marsikatero znanje pridobijo lahko iz spleta, manjka pa jim socialnih veščin. In mislim, da je vaško okolje še tisto, ki jim lahko to tudi da in nudi in mi se za to tudi trudimo. Šola je skozi svojo dolgo zgodovino postala mnogo več kot le zgradba. Postala je prostor srečevanj, učenja, prijateljstev in skupnih spominov. Kot stavba se je razvijala pravzaprav tako, da je najprej bila šola v centru Cirkovc, ob cerkvi in gostilni, tako kot je bilo in je še mogoče danes marsikje drugje. A tam je prostor postal pretesen, zato so leta 1900 prestavili šolsko stavbo na konec Cirkovc, kjer je več prostora in veseli smo, da je tudi toliko prostora, da smo 2004 lahko šolsko zgradbo dogradili, jo posodobili, tako da sedaj imamo sodobne, svetle učne prostore. Jubilej je spremljala tudi razstava, ki je na enem mestu oživila spomine na človeka, ki je za svojim delom in predanostjo pustil neizbrisan pečat v zgodovini šole. Tema razstave je dela našega bivšega ravnatelja Bogomira Jurtela, ki se je žal v septembru od nas poslovil. On je bil tudi akademski slikar, umetnik, vsestranski, v času še službovanja na naši šoli, predvsem pa tudi sedaj, ko je bil že v pokoju, zato smo se odločili, da razstavo namenimo njemu. Z nami je delila tudi svoje želje za prihodnost šole, ki jo želi ohraniti kot prostor znanja in navdiha za mlade generacije. Da bi imeli vedno dovolj otrok, da bi bila naša šola polna, da bi bila živahna, da bi otroci bili spoštljivi, ukaželjni in pa ustvarjalni. Seveda pa si želimo tudi učitelje take, ki jim bojo vse to omogočili. 240 let šolstva v Cirkovcah je zgodba znanja, predanosti in skupnosti. Jubilej je zato pomenil več kot le praznovanje. Bil je poklon vsem, ki so skozi leta soustvarjali življenje šole. Občina Kungota je svoj občinski praznik obeležila z slavnostno akademijo, na kateri so se poklonili dosežkom posameznikov, društev in športnikov ter pomembnim jubilejem v občini. Veseli me, da v kraju premoremo še toliko prostovoljcev, torej ljudi, ki delajo nesebično za druge. To smo danes tudi na nek način želeli izkazati, to spoštovanje do naših nagrajenk in nagrajencev. Ob jubilejnih 75 letih delovanja je Društvo upokojencev Zgornja Kungota prejelo zlati grb za dolgoletno delo na področju skrbi za starejše. Ta grb je za vse naše upokojence, nas je okoli 430-440 članov in so zaslužni. To je še večja motivacija za naprej. Delali bomo na programu starejših, obiskovali te starejše, ki so praktično osamljeni, jih spodbujali, da ne ostanejo doma, čim dalje doma, in to je naš moto programa tega Starejši za starejše.
Posebno priznanje je ob 50-letnici delovanja prejel nogometni klub Kungota, ki že pol stoletja pomembno soustvarja športno življenje v občini. Hvaležen sem za to, da je klub že ima 50 let. Zahvala gre vsem predsednikom, ko so že bili, in seveda občini, ko nam omogoča to. Med prejemniki priznanj so bili tudi športniki, ki za svojimi dosežki ponosno predstavljajo občino. Navdihuje me, da sem vsak dan boljši pri svojem delu in da bi mogoče enkrat uspel. Športnik leta je postal Mark Koroša. Navdihuje me želja po zmagi, ker rad zmagujem. Županja je ob tem izpostavila pomembne razvojne projekte, ki pomembno prispevajo k kakovosti življenja v občini. To je nedvomno projekt skupaj z državo obnova regionalne ceste Dolnja Počehova Zgornja Kungota skupaj z povsem novo kolesarsko povezavo. To je kanalizacija Gradiška 1, medgeneracijski športni center. V preteklih 4 letih smo sanirali številne plazove, med drugim tudi kar nekaj večji, kot je plaz Klamfer. Tako da res se trudimo, da skupaj z državo in pa z dodatnimi evropskimi sredstvi naredimo čim več dobrih projektov, predvsem ki bodo. V prihodnje si želijo razvijati projekte, ki bodo izboljševali kakovost življenja vseh generacij, od najmlajših do starejših občanov. Nadaljevanjem številnih investicij, tako na področju evropskih sredstev kot dodatnega državnega sofinanciranja. Načrto imamo še kar nekaj plazov, nedvomno je tukaj še obnova cest. Potem z državo bi želeli izpeljati projekt krožišča Denk v centru Zgornje Kungote s posodobitvijo te cestne infrastrukture. Zagotovo bi želeli še posodobiti pokopališča v Spodnji Kungoti in Zgornji Kungoti z dodatnimi mesti, ki bi omogočala še drug način pokopa pokojnih. Predvsem si pa kot županja želim, da bi se ljudje še naprej razumeli, se spoštovali, ker če bomo kot lokalna skupnost močni, bomo tudi te projekte vse dosegli. In kot pravi, so največji ponos občine ljudje, ki za svojim prostovoljnim delom prispevajo k razvoju skupnosti. Celotno slavnostno akademijo Kungota si lahko ogledate v oddaji Lokalno-regionalno na BK TV. V Gradišču na Kozjaku so pripravili že 22. srečanje gradišč Slovenije. Gre za srečanje, ki ga je nekoč vsako leto, zadnja leta pa na 2 leti, pripravil eden od krajev z imenom Gradišče. Ja, veliko se dogaja, torej kot gostitelj se želimo pokazati, ne samo, da imamo zelo lepo naravo, okolje in ljudi, želimo pokazati, da imamo tudi veliko ročnodelskih spretnosti, da imamo kmečka gospodarstva in seveda, da znamo organizirati tudi zabavo. In igre so, športne igre, takšne zabavne, kjer pravzaprav vsak zmaga in se veselimo, bodo organizirane tudi tukaj. Pokazali bomo tudi stare motorje, kako se vozi, pa prevoz s traktorjem. Torej nekako bi želeli, da naši gostje, ki so danes tu, čutijo naš odtriv življenja, da vidijo, kakšne lepe poti, gozdove imamo in seveda, da poskusijo naše dobrote. Tako se je v prireditvenem šotoru slišala glasba harmonik, petje. Gradišča so prinesla tudi darila in spominke. Na igrišču poleg šole pa so pripravili zabavne družabne igre. In izkušnje so, da se številni ljudje, ki pridejo danes za en dan, pa so tukaj, velikokrat vračajo in potem tudi napišejo, ja, ker smo videli, da je pri vas v Gradišču na Kozjaku tako lepo, smo prišli še enkrat in še enkrat z družino. Tako da je ta dogodek, je občina zelo ponosna, da ga ima in seveda tudi hvaležna vsem organizatorjem, ki so to organizirali in večini so bili to domačini iz Gradišča na Kozjaku. Gradiščani z Kozjaka so dobili velik meč in tudi knjigo, ki je prav posebna. V tej knjigi vidimo, da pač se zabeležijo vsa srečanja, vsi udeleženci srečanja gradišč in pa en poseben vers navadno zraven še. Gradiščani iz vseh koncev Slovenije pa so bili prav veseli, da se ponovno vidijo in zabavajo. Vrhunsko. Meni je všeč zato, da se tole malo združujemo. Zdaj smo dali na 2 leti, prej je bilo vsak let, pa je bilo mrčkem prenapito, zdaj pa na 2 let pa je lih prav po moje. Je pa verjetno fajn takole, da se kraj predstavi na različne načine. Pri vas je že bilo? Ja, 2 leti nazaj. Kako je bilo? Vrhunsko. Mam bi čisto šponal do konca. Ja, mi smo imeli že 2-krat, pomeni najprej je bilo leta 2003, kasneje leta 2017, tako da smo bili že 2-krat gostitelji, pa se tudi vsako leto udeležimo tega sreča, nikjerkoli po Sloveniji. Kaj vam je recimo všeč pri takih srečanjih? Druženje. Velja pa še prav posebna zahvala vsem, ki so na kakršenkoli način pomagali. To zahvala vsem Gradiščanom,
prebivalcem okoliških krajev, ki čutijo nekaj do Gradišča, da so pomagali, da smo lahko pripravili tako lepo prireditev. Ni enostavno, ker res danes moraš na vse moraš misliti in zahvala vsem še enkrat. Gradiščani, ki spadajo v občino Šentjern, pa so od Gradiščanov s Kozjaka dobili ključ, ki odpira vrata vseh Gradišč. Turistično društvo iz občine Šentjern je prevzelo ključ, to za nas pomeni veliko čast in obvezo. Z veseljem smo organizatorji naslednjega srečanja, torej čez 2 leti, in zelo se bomo potrudili, da se bodo vsi Gradiščani in Gradiščanka pri nas dobro počutile. Seveda gre za lepo tradicijo in lepo srečanje, obujanje zgodovine, tradicije, pletejo se prijateljstva, izmenjujejo se izkušnje. Jaz mislim, da je to eden najboljših načinov za dvig nivoja sodelovanja v Sloveniji. Meč, knjiga in ključ se tako selijo iz enega Gradišča v drugo. Spomini na druženje, predstavitve krajev in zabavo pa ostajajo v srcih Gradiščanov, ki hodijo na taka srečanja. Odvil se je jubilejni 10. tek pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica. Privabil je številne ljubitelje teka in udeležba je bila tokrat rekordna. To kaže na to, da smo športna občina, da ljudje radi pridejo, res pa je, da niso tekači samo z naše občine, ampak so od drugod in zaradi tiste pozitivne energije, pozitivnega vzdušja, rekreativnega športa, čeprav nekateri, ko pogledamo čase, so profesionalci, ampak za vse je tukaj priložnost, da se preizkusijo. Dogajanje se začelo že v jutranjih urah s tekom na 10 km, sledil je tek na 6,5 km. 10. tek pod Pohorjem nam res izjemno veliko pomeni, saj je to neka potrditev, da res delamo dobro. Vsako leto je več udeležencev, letos je rekordno preko 700 tekačev štartalo, tako da res dober dogodek, vzdušje enkratno se mi zdi, pridejo vseh generacij. Tek pod Pohorjem je v 10 letih prerasel okvire običajne športne prireditve. Če se nekateri redno vračajo, so drugi to storili prvič. Odločil sem se zato, ker smo s sodelavcem se pogovarjali, če bi začela tekati, pa je to tak neki prvi dogodek, ki ni predolga trasa, da bi lahko opravila. Zato, ker spadamo pod to občino, pa se mi zdi, da prav, da pridemo tekati. Kakšen cilj ste pa zastavili na progi, oziroma kakšni so vaši cilji za danes? Da prelaufamo to. Pod 1 uro, 10 km, tako da upam, da. Kakšno pa je danes vzdušje? Meni se zdi, da super, zaradi tega, ker je vse popolno narejeno, pa vsi so zelo veseli in srečni, da bo lahko tekli. Dopoldanski program pa so zaokrožili družinski tek in otroške preizkušnje, prilagojene različnim starostnim skupinam. Župan se je udeležil tudi družinskega teka s svojo družino. Družine so si sicer nadele zanimiva imena. Ustavili smo kapibare. V bistvu, čisto spontano smo se odločili, da si izberemo neko ime in mali dve se malo že aktivno ukvarjata z atletiko, pa se rekel nič, probam še jaz priti poleg, malo kot neka spodbuda. Ob koncu so podelili medalje in pokale, a najpomembnejše je, da bodo udeležencem zagotovo ostali predvsem nepozabni spomini. Tretja izvedba dogodka Vsi na Boč je tudi letos združila številne pohodnike in kolesarje ter obogatila praznično dogajanje v občini Poljčane. Radi športamo, radi se gibamo in da se udeležimo prireditvi, ki jo je zrihtala občina Poljčane. Na Božji hodimo od malih nog, sedaj smo pa povabili še tudi iz drugih občin, kolegico in kolega, njeno ščerko, tada ne vem, Boč je naša gora, tako da brez njega ne moremo, hodimo res redno na Boč. Jaz sem na splošno pohodnica, zelo rada imam naravo, Boč. Najbolj uživam, da si v naravi, da si v gozdu. Pot je kar prijetna, naporna. To je dober trening recimo za na Triglav, vedno rečejo na Boč, ker je kratek pa strm. Narava je zakon, sproščuje, zdravi dušo. Vračam se vsako leto, tudi vzdušje je super. Kolo je moj način življenja. Kolesarim že odkar pomnim, 20 let, 30, tako da. Rekreacija, sprostitev, zabava. Ne grem prvič, trasa se mi zdi zelo zahtevna, ker
gre proti koncu vedno bolj strmo. S tradicionalnim športno-reaktivnim dogodkom se je zaključilo praznovanje pomembnega jubileja samostojne občine Poljčane. Letos še posebej praznično, ker praznujemo 20 let. Pomembno je, da se ljudje povezujemo ne samo na kulturnih, družabnih dogodkih, ampak tudi na takšnih športnih, tako da združimo tisti zdrav slog življenja in pa druženje. Občina skozi vse leto spodbuja aktiven življenjski slog ter z različnimi športnimi projekti povezuje občane vseh generacij. Na splošno spodbujamo v Poljčanah vzpone na Boč, sama ga tudi večkrat obiščem. Izvajamo tudi projekt Boč skozi zgodbe, naravo in inovacije, ko želimo Boč približati mladim, starejšim in vsem generacijam, tako da objavljamo tudi različne poti, ki vodijo na Boč in se zavzemamo za to, da čim več ljudi Boč obišče peš. Vsekakor spodbujamo športno aktivnost v občini, tudi z vsemi investicijami v šport in pa z takšnimi dogodki, kot je današnji. Dogodek je tudi letos pritegnil veliko zanimanja, kar potrjuje tudi število pohodnikov in kolesarjev, ki so se podali na Boč. Prijavljenih je bilo okoli 350 za pohod in pa okoli 100 za kolesarski vzpon na Boč. Kolesarski vzpon se uspešno odvija že vrsto let in ostaja pomemben del športnega dogajanja v občini. Mi se že 17 leto zapored organiziramo tu lokalni kolesarji, tako da imamo eno tako tekmo na Boč. Ta proga poteka do stolpa na Boču, iz Gornjih Poljčan do stolpa je 730 metrov višincev, pa 10 km razdalje. Eni postavljajo rekorde, postavljajo najboljše čase, drugi pa gremo pač za rekreacijo. O prihodu k planinskemu domu na Boču so udeležence pričakali pogostitev, prijetno druženje in živa glasba. Za dodatno dobro voljo pa je poskrbela tudi občina Poljčane, ki je vsem prijavljenim podarila bon za brezplačno malico. Prvih 150 udeležencev pa še spominsko športno majico dogodka Vsi na Boč. Tam je tudi razglasitev rezultatov pa podelitev nagrad najboljšim kolesarjem. Boč tako velja za eno najbolj priljubljenih izletniških točk v tem delu Slovenije. Boč je sigurno ena taka stična točka, kjer se predvsem športni navdušenci in vsi, ki se želimo sprostiti v naravi, pogosto srečujemo in vsekakor povezuje ljudi med sabo. S skupnimi koraki pohodnikov in prevoženimi kilometri kolesarjev proti vrhu Boča so občani simbolično sklenili praznovanje pomembnega jubileja ter še enkrat dokazali, da so prav povezanost, zdrav življenjski slog in ljubezen do domačega okolja tiste vrednote, ki Poljčane povezujejo že 2 desetletji. V zadnjem delu preleta tedna pa poročamo o začetku Trojica Festa, ki se je začel slavnostno podelitvijo priznanj zaslužnim občanom in koncertnim programom. Obiskali smo Sandijo memorial v Vitomarcih, rekreativno prireditev Destrni knjiga za zdravje ter Vurkofest na gradu Vurberg. Spremljali pa smo tudi zaključno produkcijo Od ritma do plesa, ki jo je pripravilo PRK Harmonija. Športni del oddaje pa zaključujemo z utrinki z državnega prvenstva v judo. Trojica Fest 2026, 4-dnevni niz dogodkov, s katerimi Sveta Trojica v Slovenskih Goricah praznuje 20-letnico in z večernimi koncerti, se je začel slavnostno. Na odru so se zvrstili Helena Blagne, Leja Sirk, Nejša in David Amaro. Podelili pa so tudi priznanja, naziv častnega občana in ambasadorja občine. In mislim, da so danes ta priznanja šla popolnoma prave roke. V bistvu ne gre za to, da bi delili to kar tako po nekem občutku, ampak gre po nekih kriterijih in iskrene čestitke vsem prejemnikom. Častni občan je postal Peter Leopold. Na koncu bi samo želel reči to, da smo seveda v Sveti Trojici lahko to vse ustvarili in v skupni močmi, da rečemo, to so seveda predvsem tisti ljudje, ki so z mano delali in sam ne moreš narediti nič. To se pravi, kot je že župan rekel, pa tudi predsednik, da v skupnosti je seveda, če se združimo, potem tudi marsikaj naredimo. Prvič pa so podelili naziv ambasadorja.
Ta je postal Branko Novak. To razumem predvsem kot še večjo obvezo, da še bom svoj kraj naprej še v večjem obsegu predstavljal in zagovarjal in ne nazadnje to počnemo čez muziko, kajti kot vemo, muzika je tista univerzalna govorica sveta, ki jo razume vsakdo in meni je to dano zdaj že 27. leto, to lahko počnem v družbi zadnjega in originalnega pevca ansambla Avsenik, torej od originalnih Avsenikov Alfija Nipiča. In jaz mislim, da je tudi čez to linijo mi nekako, lahko rečem, da širim ta glas o Trojici tudi med tiste, ki nas poslušajo. Celoletni letošnji Trojica Fest pa je dobrodelen. Zbirajo namreč prostovoljne prispevke za junake 3. nadstropja. Gre za društvo, ki pomaga otrokom zelakom in pa njihovim družinam. In naj bo tudi ta poziv, upam, da lahko v tem mojem odgovoru prilepite še QR kodo, če bo skenirate, lahko donirate za junake. In naj v tem našem praznovanju, v 20. obletnici, naredimo nekaj dobrega za tiste, ki pa to mogoče najbolj potrebujejo. In obiskovalci, ti so ponovno prišli od blizu in daleč. Jaz mislim, da celoten utrip, dejansko povežemo se tukaj. Glasba, prijatelji, hrana, vse. Ena taka kombinacija. Ista Cadillac, pa čist nič drugo, tako da zdaj grem tam malo naprej. Ja. Se pravi, ste prišli zaradi koncerta? Da. Boste tudi naslednjih dneh? To pa ne gre ven. To je to danes. Ampak ste pa prišli se uživati? Ja, absolutno. Jaz sem le pridem, tega nisem pričakoval, tega spektakla. Moram reči, take prireditve si pa tamle mogoče center Ljubljane prvošijo, tamle na obrobju pa smo kar malo sramežljivi v primerjavi s temle. Medtem, ker Tom pa povedal in to gre pa lahko v zgodovinske anale, takšnega govora pa že nisem slišal, pa leta poslušam razne imenitneže politične, ampak tako dobrega govora, ki je govoril o bistvu, se pravi o skupnosti in posamezniku, ki prispeva k skupnosti, to. Po slavnostni prireditvi pa je na oder stopila še skupina Batista Cadillac in Sveto Trojico zapeljala s svojimi odličnimi pesmimi ter pokazala, da sodi v sam vrh slovenske glasbene scene in tudi na glavni oder Trojica Festa. Jubilejni 25. Sandijev memorial je v Vito Marce tudi letos privabil številne športne navdušence ter poskrbel za 4 dni športnega duha, druženja in nepozabnih trenutkov. Zakaj ste se udeležili današnjega dogodka? Zaradi zabave, druženja pa nogometa. Ekipa Rokorača se je udeležila tega dogodka, saj smo hoteli v bistvu malo zabave, kakšen turnir več, da se bolj povežemo in za zabavo. Vzdušje je res zelo dobro, zelo dobra glasba, Viki Kremice so zelo dobre, tako da super je vzdušje. Je zelo sproščeno, moram pa tudi povedati, da je vsako leto tudi več ljudi nas pride obiskat in pač sodelujejo pri turnirju, pa mislim, da se imamo vsi full fajn. Dogodek nosi posebno sporočilo, saj je posvečen človeku, ki je za svojo predanostjo in ljubeznijo do nogometa pomembno zaznamoval športno življenje v kraju. Spomin na našega igralca, tragično preminulega žal pred 27 leti, nekako smo potem začeli ta dogodek razvijati njemu spomin, ki je zdaj, kot vidite, danes prerasel v pravi praznik športa v Slovenskih Goricah. Organizatorji so pripravili pester športni in spremljevalni program, ki je nagovoril vse generacije ter poskrbel za aktivno in prijetno tekmovalno druženje. Že od jutraj smo priča otroškim tekmom v telovadnici, na glavnem igrišču igrajo člani. Sedaj vidimo za sabo letos premierno prvič rokomet, potem super veterani, zvečer pa osrednji del turnirja z tekmami v članski konkurenci, tako da se res dogaja. Poleg prijetnega druženja in ohranjanja tradicije je dogodek zaznamovala tudi dobrodelnost. Zbrana sredstva so namenili vrtcu Vito Marci. V 20-letnici obstoja vrtca bomo tako zbranimi sredstvi omogočili smučarski tečaj v prihajajoči zimi otrokom vrtca. Županja je poudarila pomembno vlogo pri spodbujanju najmlajših k vključevanju v športne dejavnosti ter zdrav način življenja. V naši občini že res navdušujemo tiste najmlajše za šport, ker se nam to zdi izjemno pomembno in naš podžupan z njimi nekako dela vse do 15 let, kjer so resnično uspešni. Tudi letos so ponovno skupaj z KMN Benedikt državni prvaki v nogometu U15.
Prireditev ima pomembno vlogo v lokalnem okolju, saj že vrsto let povezuje ljudi, spodbuja druženje in ohranja tradicijo. Zagotovo ena največjih športnih prireditev daleč okrog, ne samo v Slovenskih goricah, kjer resnično praznik nogometa, praznik športa, praznik dobrodelnosti in izjemno smo ponosni, da se danes tukaj zbere toliko ljudi in da sodelujejo res vsi, od tistih najmlajših veteranov, vidimo pa tudi danes rokomet za nami, tako da ja, poskušamo nekako poudariti to, da nam je šport v naši občini izjemno pomemben. Jubilejni 25. Sandijev memorial je tudi letos znova povezal športnike ter z pestro športno vsebino znova potrdil svoj pomen kot eden največjih športnih dogodkov v občini in širši regiji. Za svojo humanitarno noto je pustil tudi posebno sporočilo, da šport povezuje ljudi za dober namen. Napihljiva igrala, gledališka predstava, športni izzivi in nogometni turnir med vasmi. Vse to je zaznamovalo letošnji dogodek Desternik Miga za zdravje, ki je privabil številne obiskovalce vseh generacij. Highlight današnjega dogodka za otroke so očitno napihljiva igrala in pa trampolin, s tem, da smo pa aktivnostim dodali tudi malo poučne zgodbe, lutkovno predstavo oziroma gledališko predstavo zgodbe iz podstrešja, ustvarjalne delavnice, cirkuško pedagogiko in pa poslikavo obraza, kar je za otroke vedno zelo zanimivo. Meni so poligoni pa napihljiva igrala, najbolj pa poligone. Poligone pa tudi napihljiva igrala. Še posebej všeč jima je bil tudi poligon, kjer sta se preizkusili v različnih spretnostih. Kako lepo skakati, potem s koničkom hoditi tako krog in potem smo se tako šle 2 po 1 pa v žaklje notri smo hodile pa potem nastapljale smo na tistega pa mogli smo zadevati, jaz sem v zadnjega zadela. Navdušenje med najmlajšimi je požela gledališka predstava Miškinega gledališča, kjer otroci niso bili le gledalci, temveč tudi aktivni soustvarjalci dogajanja. Govori o ohranjanju slovenske kulturne dediščine, torej slovenskih otroških ljudskih pesmi in učimo jih, da te pesmice ne smemo pozabiti, ampak morajo iti iz roda v rod naprej. Predstava je skozi zgodbo in navstop poudarila pomen tradicije ter bogatega ljudskega izročila. Mislim, da so pomembne zato, da se ohranja ta tradicija in da oni tudi ves čas v naših predstavah sodelujejo in s tem tudi to pomembnost tega ljudskega izročila, ki so jih učile naše babice že nas, mi potem tem mladim rodovom dajemo naprej in da vidijo, da tudi petje, ples je pomembneje kot recimo igranje igric ali pa sedenje za računalnikom. Kot je poudarila županja občine Desternik, so na dogodku največ veselja in navdušenja izrazili prav najmlajši obiskovalci. V bistvu je to starostna skupina, ki je najsrečnejša na tej prireditvah. Gre jim za združenje, gre jim za igre, gre jim za zabavo. Navdušenja nad dogodkom pa niso pokazali le otroci, temveč ga z veseljem delili tudi starejši obiskovalci. Takšni dogodki so vedno dobrodošli v smislu promocije zdravega načina življenja, pa predvsem medgeneracijskega povezovanja, hkrati pa jaz mislim, da je to zelo pozitivno in vse pohvale občini in pa naši županiji, ki podpira in organizira takšna srečanja. En velik doprinos za družine, otroke, da se lahko družimo. Zdaj še posebej v teh zadnjih letih, ko imamo medvaški turnir, se vasi dobesedno združijo in če se drugače ne srečamo, se vsaj tukaj srečamo. In ti dogodki so vedno dobrodošli, da se otroci gibajo, pa da mogoče tudi v nas starejši najde kakšen vzor. Pomemben del dneva je bil tudi tradicionalni nogometni turnir med vasmi, ki ga je pripravilo športno društvo Desternik. Letošnjega turnirja se je udeležilo 12 vasi od 17. 2-3 vasi so se združile, tako da na turniru nastopa res 3/4 ekip oziroma igralcev nogometa iz cele občine Desternik. Gre za pomemben projekt v občini Desternik, ki poteka v okviru občinskega praznika z namenom povezovanja. Projekt, ki združuje športno društvo, ki združuje vse starostne skupine,
naših občanov in tudi ljudi iz okolice. Na ta način jih v bistvu želimo privabiti tako najmlajše, celotne družine in tudi starejše k raznim aktivnostim. Z temi dogodki oziroma aktivnostmi bili uspešni tudi na razpisu LAS, tako da današnje dogajanje sofinancira tudi Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 do 2027. Dan je bil v znamenju športnih, kulturnih in družabnih aktivnosti, ki so na Destrniku povezale otroke, starše in druge obiskovalce v pestrem in razigranem dogajanju. Minulo soboto je grad Vurberk znova zaživel v pisanem vzdušju otroške ustvarjalnosti, glasbe in smeha. Na tradicionalnem Vurkofestu so se zbrali mladi ustvarjalci iz občine Duplek. Letošnjo izvedbo festivala pa je zaznamovala rdeča nit Vurko Mojster. K sodelovanju smo povabili različne mojstre rokodelskih obrti, ki žal že izginjajo, in tako so mojstri predajali znanje mlajšim generacijam in tudi marsikaj pokazali na letošnjem festivalu. Mislim, da jim je to zelo dobro uspelo. Na festivalu so se tudi letos skrbno pripravljali učenci osnovne šole Duplek in osnovne šole Korena, ki so za svojo ustvarjalnostjo in talenti znova navdušili obiskovalce. Imeli smo 5 mojstrov rokodelskih, kar nekaj mentorjev, še več pa otrok, saj je to festival otrok za otroke in mislim, da se vsako leto res krasno potrudijo. Pripravili so različne delavnice, številne igre in nastope, ki so navdušili občinstvo. Kako si lepa moja mala, ti si omama za moje oči. Rad bi poljubil te pred vsemi, da jim pokažem, da moja si. Njihovo ustvarjalnost, trud in dosežke pa je izpostavil tudi župan občine. Zelo sem ponosen kot župan, da imamo nekaj takega, da lahko spodbudimo mentorje, da lahko spodbudimo učitelje in obe šoli, da sodelujejo. Ko vidimo te nastope, ko vidimo to dogajanje zadaj za tribuno grada Vurberk, vse odtehta in danes nam je bilo naklonjeno še vreme, da smo lahko res brez skrbi uživali začetek poletja. K uspešni izvedbi Vurkofesta je pomembno prispevala tudi občina Duplek, ki festival že vrsto let podpira tako organizacijsko kot finančno ter s tem podbuja ustvarjalnost in povezovanje mladih. Brez občine, brez finančnih sredstev za ves ta zalogaj bi ne šlo. Seveda tudi pri koordinaciji vseh teh potrebnih stvari. Na nek način spodbuda za oba zavoda, da je vredno vztrajati, da je vredno tudi kdaj malo spodbuditi naše najmlajše, ampak na koncu jih ni treba prav posebej spodbujati, ker res imajo to željo po kreativnosti, po delovanju. Vurkofest je imel tudi dobrodelno noto. Zbirali so prostovoljne prispevke za dopolnitev gospodinjskih učilnic obeh osnovnih šol. Tako je Vurkofest še enkrat dokazal, da povezuje ustvarjalnost, solidarnost in skrb za prihodnje generacije. Glasbena in baletna šola Art Nova je pripravila v Majšperku 2 večera, na katerem so se predstavili njeni učenci. Prvi večer je bil namenjen baletu, predstavo so poimenovali Živalski vrt. Deklice same izrazile željo, da bi predstavili temo baleta našega Živalski vrt. Skoraj vsaka starejša deklica se bo predstavila v solo točki oziroma ali pa v duetu. Manjše deklice bodo pa sodelovale v 3 skupinskih točkah. Na odru se je predstavilo približno 26 mladih balerin. Da bi bili njihovi nastopi še bolj zanimivi, so imele tudi kostume, rekvizite in domiselne koreografije. Izbor glasbe je takšen, da v bistvu vsak inštrument
predstavlja žival. In na podlagi tega smo pa tudi izbrali potem koreografijo na karakter živali. Nekaj deklet, ki je nastopilo, nam je povedalo še malce več. Jaz igram laboda, pri tem mi je najbolj všeč, ker sem solistka in imam glavno vlogo. Igram obiskovalko in mi je všeč, da sem lepo oblečena. Jaz igram skrbnika in mi je všeč, da skrbim za vse živali. Teden dni kasneje pa so imeli priložnost pokazati, kaj znajo še mladi glasbeniki. Od klasične glasbe na klavirju do rock, metal izvedb, pop izvedb v bendih, ker smo letos na 15. obletnico se odločili malo razširiti skupinsko igro, tako da imamo pol nekje. Mlajši se predstavijo sami, starejši pa so že v skupinah, v bendih. In mladi glasbeniki so imeli možnost pokazati prav tako veliko. Nekateri igrajo več inštrumentov, pa tudi večkrat so bili na odru. Ritem, melodije, tudi harmonije. Bobni in kitara sta kot glavna inštrumenta, ampak ker kitaro tudi znam, bas ni težki. Imam 3 točke, 2 točki z enakim bendom, edino bobnar se zamenja, v eni točki pa smo samo 3, jaz, bobnar pa še basist. Eno leto sem igral kitaro in sem mislil, da basista tu ni tako dosti in sem mislil, da je malo zamenjal, da bi nekaj novega probal in zdaj sem se malo bolj kot v kitaro, zato ker pri kitari, koliko sem jaz v enem leti sem 2 pesmi naredil, za bas kitaro sem pa že jih v enem leti 6 naredil, ker se tudi bolj mi je lažje bilo proti kitari. Ob tem velja pripomniti, da so si učenci sami izbrali izvajalce in skladbe, ki so jih zaigrali. Vodja šole namreč pravi, da se držijo pravila, da njihovi učenci pri vajah in nastopih uživajo. Učijo pa se nenazadnje vse življenje. Minuli vikend je Duplek gostil državno prvenstvo v judu, na njem pa so se zbrali najboljši slovenski judoisti. Tako ponavadi, trenirali smo normalno, mogoče malo bolj intenzivno. Ja. Kakšen je pa vaš cilj na današnjem tekmovanju? Ja, zlato, ne? Tako vedno. Treniral sem malo več kot ponavadi, zdaj več ne toliko treniram kot sem prej, ampak vseeno par treningov sem naredil. Kakšni so pa vaši cilji na današnjem tekmovanju? Ja, na vsaki tekmi je cilj zlata medalja, druga ni, tako da gremo na polno. Tekmovanje je pod okriljem Judo zveze Slovenije organiziral judo klub Duplek. Že 25. letnem obstoju je to ena potrditev za dobro delo, dobro sodelovanje z vsemi klubi, tudi z zvezo. Je to taka nagrada za naš klub. Judo klub Duplek že vrsto let v bistvu razvija zelo dobro judoiste. Lahko se pohvalijo za kar nekaj leskatečih kolajn in uspehov. Smo pa veseli v bistvu, da je judo v Mariboru tako razširjen in en od teh koščkov mozaika je vsekakor judo klub Duplek. Državno prvenstvo predstavlja enega najpomembnejših dogodkov v slovenskem judu. Ne samo zaradi tekmovalnega duha, tudi zaradi tega, da se lahko predvsem mladi dokazujejo danes v članski konkurenci. Poleg članov imamo danes še veterane, pa pasovno državno prvenstvo. To sta 2 taki specifični prvenstvi, ki sta prav tako zelo pomembni, da gojimo judo tudi za starejše in pa judo tudi za tiste bolj rekreativce, ki so svojo športno potjo šele začeli. Pomembnost tekmovanja je poudaril predstavnik Judo zveze Slovenije Aljaž Sedej. Državno prvenstvo je v bistvu najvišje tekmovanje v slovenskem pokalu in biti državni prvak je v bistvu čast vsakega slovenskega judoista. Ponos nad organizacijo dogodka je izrazil tudi župan občine Duplek, ki je poudaril pomen prvenstva za občino Duplek in lokalni športni razvoj. Zagotovo je ena čast in privilegij državno prvenstvo, članska konkurenca v disciplini, ki je ena izmed najuspešnejših na olimpijskih nivojev v Sloveniji in seveda je to tudi eno veliko priznanje za naš judo klub Duplek, ki vrsto let že uspešno tekmuje in seveda tudi organizira takšne dogodke na mlajših dogodkih, ampak kot rečeno, iz leta v leto in seveda rastemo, ne nazadnje tudi infrastrukturo in sedaj imamo primerno in zato je seveda ena velika čast, da gostimo državno prvenstvo prav v Dupleku.
Občina spodbuja mlade k vključevanju v športne aktivnosti ter podpira razvoj športa in zdravega načina življenja. Mi si želimo čim več takšnih zdravih vsebin za mlade in, kot rečeno, šport in kultura in ustvarjanje za mlade je nekaj, kar si želimo ves čas spodbujati. Vrhunski boji, odlična organizacija in številna udeležba so zaznamovali prvenstvo, ki bo v Dupleku zagotovo pustil lep pečat. Toliko za danes v oddaji Prelet tedna. Imejte lep konec tega tedna in se vidimo znova prihodnjo soboto. Do takrat pa se imejte lepo in nasvidenje.